projektu Vivena Rossella Asinhrona kombuča gre za to, da imamo pred sabo akvarij z kombučo, ki je v resnici simbiotski organizem, ki ga poznamo v glavnem iz prehrane. Poznamo pijačo kombuča. Zanimivost te kombuče je, da je nastala kot koevolucija med človekom in med tem simbiotskimi bakterijami in kvasovkami. Takrat, ko so nomadi, ki so potovali iz kraja v kraj in ki so se v glavnem prehranjali z mesom, ugotovili, da tisti čaj, ki ga pijejo, v katerem se naredi ta gliva, ta neka goba izgleda kot neka goba, ki jo poznamo iz kisa, da pravzaprav pomaga njihovi prebavi pri tem mesu. In ta kombuča v resnici v naravi ne obstaja, obstaja tako zgolj kot, bom rekel, neka človeška raba tega simbiotskega organizma. Ta simbiotski organizem se imenuje SCOBY, to je Symbiotic Coevolution of Bacteria and Yeast, in je bioceluloza. V glavnem, ko ta klobuk posušimo, nastane en tak dosti trden biopolimer, ki je zanimiv tudi kot nadomestek, recimo biološki nadomestek ali pa, bom rekel, etični nadomestek usnja. No, ampak v tem projektu ne gre za to, gre za to, da je ta SCOBY v fazi svojega življenja pravzaprav ima neke sposobnosti, o katerih se nismo veliko spraševali. In to je, da kot organizem, kot nek simbiotski oblak reagira na svojo okolico. To pa nas pripelje na področje tako imenovane biokomputacije, kjer ugotavljamo, kako se organizmi v tem simbiotskem okolju v bistvu kako komunicirajo med sabo. In to je ena velika uganka za vse nas, ker seveda ne samo SCOBY, ne samo kombuča, tudi drugi nečloveški organizmi komunicirajo med sabo. In v našem programu, v programu Galerije Kapelica, imamo že nekaj časa kot rdečo nit preiskovanje oziroma seznanje z umetniškimi interpretacijami, z umetniškimi raziskovanji teh biokompjuterskih povezav znotraj samega organizma in med različnimi organizmi. Tako smo recimo že predstavili projekte, kjer so umetnice raziskovale, kako signali potujejo po miceliju preko mikorize in kako si pravzaprav različni organizmi izmenjujejo podatke preko micelija. Ukvarjali smo se z samimi rastlinami in z celicami, ki imajo v svojem ovoju tako imenovane memristorje, ki si zapomnijo določene stvari in potem te podatke oziroma te informacije vključijo takrat, ko je potrebno. In tukaj imamo zdaj pred nami neko situacijo tega živega organizma, ki je opremljen, ta terarij je opremljen z različnimi senzorji in mi lahko na monitorju spremljamo, kako ta organizem, ko mi pristopimo in senzor vklopi luč, ki nas je zaznala, lahko spremljamo, kako je on zaznal to spremembo. Seveda zdaj ta organizem ni zaznal nas, ampak je zaznal to luč, smo jo pa mi prižgali. In vsak prižig te luči pusti neko sled v teh memristorjih znotraj tega SCOBY-ja in ideja tega projekta je, da pri vsaki naslednji postavitvi, pri vsakem naslednjem SCOBY-ju bo ta zapis drugačen. Na koncu vsakega projekta se ta SCOBY posuši v tak nek hard disk, v ta biopolimer, ki ga je mogoče oživiti. Seveda
umetnik sam razmišlja sicer o tem, kako je bilo možno te podatke iz tega hard diska prebirati nazaj, ampak zaenkrat je shranjevanje vseh teh podatkov tekom celotne postavitve, bo pri vsakem skobju različno in z primerjanjem teh razlik bomo lahko videli, kakšne so te vzročno-posledične povezave in če vemo, da se je nekaj zgodilo zaradi nečesa, je to že nek del neke informacije, en majhen pomen, en majhen epistem, ki lahko postane del nekega jezika, ki ga še ne razumemo, seveda, vemo pa, da obstaja, ampak seveda to raziskovanje umetniško nam omogoča, da vstopimo v to domeno biokomputacije in hibridne inteligence. Hibridna inteligenca je nekaj, kar bi nam omogočilo, da mi ljudje boljše oziroma na drugačen način razumemo nečloveška živa bitja in s tem tudi spremenimo naš odnos do njih, ker tak, kot je zdaj, nas je pripeljal do ekološke krize, do klimatskih sprememb in tako naprej in nekaj je treba spremeniti in ta metafizični interes umetniku po tem spreminjanju načina sobivanja prinaša tudi to umetniško poetiko, ki je zaenkrat še precej poetika nemožnosti, ampak nas pa vseeno napoteva na te neke alternativne možnosti, kjer vidimo, da je pravzaprav mogoče misliti obstajanje človeškega bitja na tem planetu v nekem ravnovesju z ostalimi, ne pa v nekem asimetričnem odnosu, ki ruši biosistemsko ravnovesje.